Kako potekajo božično-novoletni prazniki v Sloveniji? Praznični čas se začne 4 tedne pred božičem z adventom. V tem času se prižigajo sveče na adventnem vencu, ljudje pa se pripravljajo na praznike. S 5. na 6. december praznujemo praznik svetega Miklavža, najstarejšega decembrskega moža, ki otrokom prinaša darila. Običajno je podoben kot visok moški v škofovski obleki, ki nosi značilno kapo in pastirsko palico, ima dolgo belo brado, kar simbolizira njegovo starost in modrost, v rokah pa pogosto drži debelo knjigo, v kateri so zapisana imena otrok. Miklavž, znan tudi kot sveti Nikolaj, je živel na prehodu iz 3. v 4. stoletje in bil škof v mestu Mera. Bil je znan po svoji dobroti in darežljivosti, kar je privedlo do njegovega statusa svetnika. Legende o njem vključujejo zgodbo o tem, kako je na skrivaj obdaril 3 revna dekleta, da so se lahko poročila. Miklavževanje je star običaj, ker se mladi fantje na predvečer godu svetega Nikolaja, to je 5. decembra, vsako leto preoblečejo v parkeljne in v spremstvu Miklavža obiskujejo otroke, dekleta in starejše vaščane. Predstavljajo dobre duhove, ki s svojim ropotom preganjajo zle zimske duhove iz ljudi, hiš in celotne vasi. Božič, praznik Jezusovega rojstva, 25. decembra, je osrednji praznik tega časa. Na božični večer se družine zberejo ob bogato obloženih mizah, kjer pogosto postrežejo ribje jedi, pečenko in sladice, kot so tradicionalno orehova potica in piškoti. Pogosto okrasijo božično drevesce, kar je pomemben del praznovanja, v katoliških družinah pa postavijo tudi jaslice. Na božični dan se običajno udeležijo maše, mnoge družine pa si izmenjujejo darila. Praznovanje se nadaljuje tudi naslednji dan, na dan svetega Štefana oziroma dan samostojnosti in enotnosti, ko se obiskujejo sorodniki in prijatelji. Vsaka regija v Sloveniji ima svoje posebne običaje, vendar skupno rdečo nit predstavljata družinsko povezovanje in praznovanje ljubezni ter miru. Novo leto se praznuje na zadnjo decembrsko noč, to je 31. decembra, silvestrski večer. Ljudje se zbirajo na silvestrovanjih, silvestrskih zabavah in ob polnoči nazdravljajo novemu letu. Tradicionalno se zapoje in zapleše na pesem Alfija Nipiča Silvestrski poljub. 6. januarja katoliška cerkev praznuje Epifanijo oziroma praznik svetih 3 kraljev, ki zaključuje božični čas. To je dan, ko se tradicionalno odstranjuje božično drevo. V tem obdobju božično-novoletnih praznikov so v mestih pogosti številni božični sejmi, kjer ljudje kupujejo darila, okraske in lokalne dobrote. Prazniki so čas druženja, obdarovanja in praznovanja tradicije. Kako pa so praznovali v preteklosti? Zimski solstici, tudi zimski sončev obrat, 21. ali 22. decembra, je dan v letu, ko je noč resnično najdaljša in naznanjuje ponovno rojstvo sonca. Slovenski predniki so takrat kurili zimske krasove, ogenj kot simbol sonca in se družili ob obredih. Pavel Medvešek, zapisovalec ljudske dediščine, pravi, da so v ogenj predniki v posočju kot zahvale in prošnje Bogu, soncu, metali sveže lovorove in brinove veje. Gospodinje so pripravljale praznične jedi in pletle venčke, košček sušca, okroglega hlebčka so darovali ognju, pili pa so ciber, pijačo iz suhih hrastovih listov, ki naj bi pomagal preprečevati in zdraviti različne zimske bolezni. Fantje so skrbeli, da kres ni ugasnil, nato pa so prižgali drevesne gobe in jih odnesli tistim brez ognja. Iz dogorjenega kresa so domov odnesli žerjavico ter na domačem ognjišču zakurili nov ogenj kot simbol novega cikla, novega leta. Vse hiše so ob ognjiščih imele obešeno belo omelo, to je edina zimzelena rastlina, ki raste iz drevesa in nima neposrednega stika z zemljo. Tam je ostala do naslednjega zimskega solsticija. Kako pa je s slovensko božično-novoletno glasbo? Kaj lahko poslušamo? Lahko silvestrski poljub, ali Za božič bom sam, Ko pade noč, božična, Božič je za vse, Na božično noč, Sveta noč, Bela snežinka je le nekaj izmed slovenskih božično-novoletnih pesmi. In kako voščimo za božič ali novo leto?
Nasmeh je najlepši božični okrasek, objem pa najlepše božično darilo. Le teh ti želim veliko, vsaj toliko, kot se belih snežink spusti na tla. Takrat, ko sneženju ni videti konca. So poti, ki vodijo v nove kraje, so poti, na katerih se marsikaj doživi, so poti, ki vodijo v nova spoznanja in so poti, ki vodijo v srca ljudi. Vesel Božič! Ko prižgejo božične se luči, vsak v srcu si nekaj zaželi. Naj Božič bo prijazen, naj bodo prijazni v njem ljudje, naj misli bodo iskrene in veselo bo srce. Na novega leta dan odženi vse skrbi stran, široko se nasmej in prihodnost poglej. Veliko sreče in lepih sanj naj vam prinese božični dan. Novo leto pa naj zaživi, radosti polno, brez solza in skrbi. Tako, želim vam miren Božič ter uspešno in ljubeznivo leto 2025. Srečno!